Kaj je cenej, pri nas, lej? Kupil sem par čokolad, 21 evrov. Nekaj dosti zapovedati, kot mogoče samo to, da grem prvič po dolgem času spet na službeno pot v tujino. Kmalu bom sedel na avionu, prestal bom v Bruslu, tam bom pa jutri zjutraj vozil tudi eno novo Toyoto, imenuje se pa Toyota Yaris Cross. Cross je pa, dajmo reči, Toyotino videnje SUV izvedenke Yarisa. Pa zdaj sem prvič tukaj, kaj je ta nov terminal, sem kar malo nervozen. Kaj moram? Čak sem malo, verjetno se moram tukaj levo držati. Lega, ko je fleten, stari. Black on black, ka moj Darko. Ja, to je zdaj naš letališče. Tako zgleda. Ful ljudi. Mi že kakšen hud avto v garažni hiši. Čakaj, da grem jaz tlepo v sredin, mogoče kaj najdem. Kva pa tale RS6, daj nehi na model. Dobar si ga zrihtel. Kaj pa je tole? Kva je hud, stari. Ne. Jeep, pa ga vidiš. Gremo en štuk višji, ne. Gač pa kaj je zakon, ne. Kaj imaš enkrat hibrida, pa ne rabiš imeti priključnega hibrida ali pa električen avto celo, ne. Jaz se takrat, ko se počas pelem, parkirišča, garažne hiše, ali pa polet, ko sem bil v kempu na morju, skozi na štrom, si čist lepo tih, pa noben ga ne motiš. Čak malo. Da pa že nekaj časa tukaj, ja? Nikoli nekaj reči. Dobesedno pajčone se na njem naberajo. A veš, kaj hočem reči? Nekdo je ponudil, da ga kup za 18,340. Ne vem, če šlo tole skozi, Kaj si mi dal, pa sedeš tako nazaj? Da vam pripravim. Že to ni varno, se ne bomo lupčkala, lega. Ko ne? Yaris Cross. Yaris, ki mu je bil idol skozi Land Cruiser. Tija, so se mi malo poredila čez poletje. Ti kaj gledal drugač? Kaj, če sem gledal? Material pa delaš, že reklamo delaš, stari. Ne, sem pogledal sem, če je čisto objektiv. Zdaj 6. Nikon peneze, prosim. V 20 sekundah Yaris Cross. Ja, tako tam osnovne stvari. Yaris Cross je tisti Yaris, ki zmore kakšno korenino prestopiti. Ok, dobro. 4-kolesen pogon, električen. Aha. To je tako, kot moj Darko. Ja, pa posledično večja vlečna sila. Obljubljali so tudi, da je zad več prostora, ampak to bomo probali. Dobiš ga pa tudi z benzinskim motorjem. A veš, da v Bruslu pa jaz pa poletje nisem imel. Daj pokaž ljudem. Vidite ljudje, to je poletje v srcu Evrope. To sem pa vedno občudoval pri tebi. Prostorsko predstavo za karoserijske meje pa imaš. Recimo, da se rodiš kot prazen list papirja, pa to nikoli ni tako, ne? Pa da sam sebi lahko daš en talent, ki bi ga lahko izkoristil znotraj avtomobilske industrije. A bi bil inženir, dizajner, mogoče ful dober prodajalec. Dober ličar bi bil. Tako bi vsih meni stroje pripeljali popravljati. Vse vejo fanti, kaj je dober ličar. Veš pa daš pa uno gor, pa zaključiš pa tako lepo šajno, pa si rečeš: kaj fanti, ne gre brez mene, Je 3 cikelček, pa ledico vzad. Jure šel kleščacu na eno čokolado kupiti, pa se neki pizde. Jure, kva je? Kaj je? Veš, vsi tisti, ki govorijo, v Evropi, veš, v Evropi so vse evropske plače, hrana je pa itak cenejka pri nas. Kaj je cenejka pri nas, lej? Kupil sem par čokolad, 21 evrov. Lej to. Si ti videl tako pakoga, lej, debelo? Stari, ko je to puter, pa si zame kupil. Za najo si kupil. Za najo. Boš odprl, a jaz odprem. Polje kaparno zaporo za mansarde, lej to. To je na točo odporno. Double decker, lej. Double decker je. To je pa vse tako drago. Ko malo bolj rdeči. Bo kar malo posedela, ne? Se ne medi. Vrni se. Evo. Toyota se trudi za čim nižje emisije, ta je pa bioplinska postaja, Matej. Začela sva z belim avtom s 4-kolesnim pogonom, zdaj sva vzela ta zlatega 2-kolesen pogon. Ne bo 15 sekund trajalo, da bo odprl havbo motorja, pa nekaj on pove, kaj dogaja tam spodaj, pa gremo pol naprej. Lej. Trovalnik v bistvu je jedro tudi za Yarisa GR, ne? Daljše ovojnice, za več navora, za boljšo odzivnost in tako naprej. Najboljša termična učinkovitost, ne? Kje se pa pozna teh Toyotinih 25 let razvoja? Če mene vprašaš v hibridnem pogonu 4. generacije. Lej, oni so naredili krmilnik, ki pazi 10.000-krat v sekundi handla 100 amperske tokove, pa spreminja napetost od 117 do 580 voltov. 10.000-krat v sekundi, fantje. Dobro, dajmo se zdaj lotiti še pretlažnika, stvar, ki jo vidim oziroma jemljem prvič, sej dvojno dno, to ni nič novega, ampak zdaj pogled, kako je deljiva tale polica, to se pravi nekako dvotretinsko, če se ne motim, pa še ena zadeva, jaz sem kaj povedal. Če greš noter, ne? Ne, to pa ne zdrži tebe. Misliš, da ne? Ne, Vlada, da zdrži. ne, stari, Jure,
Jure, nisem prepričan. No. Stari, jaz sem lightweight. Zdaj pa, če zapreš, ne, Ja, boš videl, da bom jaz pod poličko stal, ne? da vidimo. No. A hočeš reči, da je prilagodljiva? Ja, Mislim, predvsem se jo da, To ko pa enkrat, ko enkrat dol vzameš, se jo da zložiti. ne, A pa veš? hočem ti povedati, da tudi če imaš tovor nad nivojem sicer prtlažne Aha, police, da se prilagodi. velik sem 178 cm, pa ti moram reči, da bi klele za silo tudi prespal, ne? Ne bi. No. Mislim, veš, Ne bi. No. hočem ti povedati bistvo. Važen je, kako je kufer v resnici uporaben. Drugač pa folk vsega skupaj, te osnovne prostornine je 400 litrov, ki sedeže podreš pa ne vem koliko jih je. Dost več. Razveseljiva novica za vse tiste, ki ste imeli hibride, pa Že vem, zato, kaj še ker tudi pol tone, 550 550 kg, Ja. Yaris hibrid prvič vleče. Zdaj boste pa to rekli, kaj pa je 550 kg. 550 kg je naprimer kampletova šotorska prikolica s 4 to sem kolesi, hotel pa reči. z vsemi s celotno kamp opremo. Pa še nekaj je. Koliko se vozva? Kompaktni cestni terenc, ne? Evo, se oglasi. 4,2 litra. Drugač pa dejstvo je, da je bil Yaris Cross zasnovan z mislijo na nas. Na Evropejce. In zdaj, če pustimo dizajn mal ob strani, vseeno nosi tisti osnoven Yarisov DNA. To se pravi, gre za zelo kompakten avto. Pravzaprav, ko pride do mer, je celo krajši pa ožji od večine tekmecev, kar naj bi mu prenašali prednost v mestu. Ker okretnost je pa tista druga stvar, na katero so pri Toyoti zelo ponosni. Tudi v varnostnem smislu je na zelo visoki ravni in to že v serijski opremi. Toyota je recimo pokazala en tak zelo zanimiv slajd, mal primerjava s tekmici, kaj kdo ima, kaj kdo nima, pa moram reči, da mu kar dobro kaže. Drugače pa Yaris Cross, vidiš tale detajl, je precej simpatičen, od tal oddaljen 17 cm, kar je za 2,4 cm več kot navaden Yaris. Pa še ena stvar, precej pameten je, tako kot marsikdo med tekmici zna tudi sam parkirati, ampak da to naredi dost prej oziroma v krajšem času, medtem ko on to počne, ne rabiš narediti praktično nič, sam zavira, pospešuje, sam obrača volan. Vse, kar moraš ti med tem manevrom početi, je premikati ročico. To se pravi rikverc, drive, pa pol na koncu P. Pa 3 spominska mesta ima za parkiranje. Pa to ne pomeni, da si zapomne, kje v mestu vi parkirate. Ampak določite mu prostor za njega in ko pridete domov, stisnete tipko in bo točno tam parkiral. V kabini se nismo še praktično nič posvetili, tako le zdaj armaturna plošča, seveda je delovno okolje že znano iz Yarisa, vse skupaj je razmeroma preprosto. Zelo vesel sem, da končno v Toyoti vidim sodoben umestnik, ki je sam po sebi, bom rekel, preprost, pa še odzivnejši, lepši nasploh. To je Toyota nujno potrebovala. In sem zelo vesel, da dela tako, kot mora. Zdaj so se pa stvari zresnile zelo hitro, ki Jure pa pravi, da ima tudi en pomislek. Lej, ta avto je zelo simpatičen in zelo originalen navzunaj. Znot pa nisem čist prepričan, da je čist Dizajn. ja, v koraku s časom. Mačkam pusta mi je armatura, pa ne govorimo o digitalnosti, ne? Ampak malo več te oblikovne drznosti, svežine bi pričakoval. Lepo postavim svoje superge. Lepe snežno-bele, ne? Ja. A ti pokažem, kaj sem na tepihu naredil. Ja, stari. Kdo me je poslal na... Čak malo. Za koga sem jaz vozil, da je slikal? Pa Kje sem čevlje mogel si- van hoditi? Pa čevlje, ti imaš dvoranske čevlje, kje imaš profila, da si pol nive pripelal, lejte, tu 3 tikale. Ok, to je pa zdaj bonus footage. Jaz ne vem, če se dobro vidi, ampak za mano se dogaja en intervju, en pogovor. Na tej strani sedi Miha Mrljak, moj bivši šef, nasproti njega pa Tom Fuchs. Tom Fuchs je človek na izredno visoki poziciji pri Toyoti. Namreč on je višji podpredsednik Toyota Motor Europe, odgovoren ne samo za Toyoto, ampak v Evropi tudi za Lexus. Obenem je to tudi človek z eno najvišjih pozicij v avtomobilski industriji sploh, če govorimo o Slovencih, na kar smo na nek način lahko ponosni. Predvsem pa, če Toma poznaš, veš, zakaj se zauzema, poznaš njegov karakter, njegovo odločnost, zazrtost v prihodnost, obenem pa tudi več kot jasno stoji na trdnih tleh, veš, da je tisto, nad čimer ima on roko, v dobrih rokah dobesedno. Eno stvar sem pozabil povedati. Cena.
Znači nismo o celi govorili. To se pravi, lej, zdaj če sem si jaz prav to zapomnil. Osnovni benciner bo koštal 16,900 ali pa sam 15,100, če se boš odločil, da vzameš Toyotin kupon za financiranje. Ob tem je seveda predpogoj plačilo tretjine vrednosti avtomobila. Pa imaš pa to osnovnega hibrida 20,900 evrov ali pa 18,850, če se ne motim, spet če vzameš ta Toyotin kupon za financiranje. Pogoj je seveda enak kot prej in to je to. A ja, mesečni strošek za odplačevanje tega avtomobila je pa 119 evrov. Ok, zdaj veš pa čisto vse. Lepo je bilo po dolgem času spet na pot. Lepo se mej. Mislim, všeč mi je, ker si začel spet nazaj razmišljati. Ne? Poletje si strčaval Herman vrata. Vsak dan. Ako sem jih jaz kupil, jih meni obisk prišel še videl ni. Pa tudi mandalinca. A ti imaš Herman? Ja. A res? Ja. Ja, nisem vedel. A ti pokažem aplikacijo, mi ne verjameš? Na app imaš? Da ne me zjebava, stari, no. Kaj pa narediš? Na appu. Ja. A mogoče vrata odpreš? Pa zapreš? A ja, okej.